SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem podcastu SBC Intervju je tole in tokratni gost je maestro Simon Robinson. En lep pozdrav. Hej. Sva se dogovorila, če je tebi tako prav, ti si dal ta predlog, da se tikava. Prosim. Zakaj? Zato, ker se zapletam pri vikanju. Tudi pri kraljici nisem vikal. V angleščini se ne. Mislim, to je francoski sistem. In mi nimamo francoski sistem. Vprašal si me prejle, zakaj pa si povabil maestra glasbenika v SBC-jev klub? Zato, ker sem mnenja, da je nekdo, ki bogati našo družbo in ti jo bogatiš res dolgo in to res z velikim doprinosom, pravi človek, da sedi v takšnem studiu. Vse, kar imam prav zaradi tega, ker sem glasbenik in uživam v glasbi in sem zaljubil v slovenski konec, ker sem pravzaprav vso Slovenijo. In kaj sem jaz lahko dal, je samo zrcalo tisto, kaj sem pridobil. Vse, kar imam. Govorim o izkušnje, občutek za dom, balans med tudi v glasbeni smislu. To je center sveta. Ne? Mislim, vse se meša tukaj. Govorim o stilu, o temperamentu, o zgodovino, germansko, mediteransko, slovansko. In vse te elementi se blazno dobro tu mešajo. Tudi v ta skromen 45 let, kaj delam, moram povedati, da čutim tale razlika. Današnji mladi glasbeniki so vzeli vse te plive in zdaj je bogato središče. Če sem jaz kaj tako dodal, jaz ne vem, sigurno sem pridobil kot glasbenik in dirigent. Rekel si, da se na območju, kjer delaš, meša en kup stvari, ampak se mi zdi, da ta glavna mešanica, ki je prišla in vse skupaj je to povezala v 45 letih, si bil ti. Leta 1978, a si takrat prvič potrkal na... Točno, a ne? Bravo, ja, oktober. Sem bil oblečen kot Anglež v oktobru v London in sem stopil dol iz avion v Zagrebu, izjato letalo Zelhan, zato, ker so vsi kadili. Tudi stewardese. In sem prišel dol in je sonce oktobrski, zagrebski, je sijalo in sem našel taksi in me na avtobusne postaja peljal in jaz sem moral iti na avtobus v Maribor in nažalost sem točno trofil tisti, ki je šel v vsaki vasici. Mislim, jaz sem več videl znakov za Varaždin kot za Maribor. In seveda sem bil oblečen kot Anglež v oktober in sem skoraj stopil na tem avtobusu in je že bilo, mislim, pozno popoldne oziroma zgodnji večer in je že začelo temniti, ko sem prišel preko, kaj nisem vedel takrat, Titov most. In nisem moral verjeti, kaj Maribor ima operna teater, kak je to mogoče. In potem sem vzel še en taksi in mi je peljal tam odzadaj, vse posod, nisem vedel nič, odzadaj v bivši teater. Seveda zaprto. In ena gospa je odprla in sem rekel v angleščini, I'm the conductor, new one. I'm the new conductor.
In mi je samo gledala in ni vedela, kaj je. Torej sem začel pokazati. Ne? In je poklicala kolega in smo prišli skozi. In potem je razumela in je prišel gospod direktor. In to je bil prvi začetek. Šele naslednji dan sem videl teater, srčno teater, krasno. Malo časa je trajalo, dokler sem navadil priti iz študija blizu Londona, v Londonu, v Maribor, v tem času je bil kot stop iz barva v sivo, vizualno. Potem sem spoznal ljudje in so mi sprejeli, kaj je, saj je bil malo čudno, mislim, taki mladi pubec. Ampak Simon, takrat si imel 22 let. Ko sem oktober 78, sem imel še 81. Šele, z diplomo v žebi, jaz sem vse znal, seveda, jaz sem bil dirigent, kaj? Šele zdaj vem, koliko ne vem. Ampak že to te moram vprašati, ko si bil v Londonu, pa so te poslali sem, ne, saj si se seveda tam pozanimal. A si vedel, kam gre? Kaj si lahko prebral sploh? Na začetku, prvi zadeva, na dan podelitev diplom sem šel v deželje na večerjo z moj starši od takratne punca. In pri mizi na taki je prišel in je vprašal, če je Simon Robinson. In sem rekel, ja, to sem jaz. In mi je prinesel listek, ki je nekdo pustil na bivši puncin vrata tam v tali vasici, da moram nujno poklicati eno moj bivši predavatelj, ki je slišal in je rekel, da moram takoj klicati ta in ta številka je bil človek, ki je poznal, ki je tukaj poznal, da je v Mariboru. In naenkrat je bilo ponudbo na mizo, da bi jaz bil asistent deklice za vse v mariborski operni hiši. In ki je Maribor, Jugoslavija. In sem mislil, Jugoslavija, čakaj, a ne plešejo tak ne, mislim, drugi držijo. Kolo, ne? To ni slabo. Ampak edini entita sem imel, ki je bila avanturistična takrat, ki je že poznala Hrvaški na obale. Potem je čist naključje en mož od ene ženske, ki je spoznala preko Northern Bakery Industries, oče je bil pek in je bil predsednik tale sektor. Ne? In tale tajnica je bila poročen z gospod. Mi smo ga kaj je bil? Joe Babik. Ne, Jože Babič. Iz Maribora, ki je bil pilot v drugi svetovni vojni in je stal v Angliji in je živel tukaj blizu Liverpoola, domači kraj. In njemu sem šel obiskat in sem vprašal, on je obiskal prvi gimnazijo, to je taki mali svet. Kasneje prvi gimnazija, moja hčerka je tam včasih nadomestila, mislim, kot glasbena učiteljica. In mi je povedal malo o Mariboru in o takratni Jugoslaviji. In skratka, zelo hitro sem prilagodil in počutil med ljudmi, ki so res mi vzeli zelo, zelo hitro kot svoje. Ne? To te moram vprašati, ako si šel s taksijem do Maribora, takrat si imel britanske funte v žepu, ali so te opremili z denarjem že z kovski? Ne spomnim točno, mogoče sem v Zagrebu sem nekaj zamenjal,
kaj je bilo, dinarja, ne? dinar je Vse takrat enak. Sem tudi imel nekaj šilingov, mislim, avstrijski. Aha. Mogoče sem to, da je verjetno bil bolj vesel. Jaz se spomnim, ko šiling je bil 1 za dinar. Drži, v tistem enem dobu res, ja. Ja. No in pri 21 letih torej prideš v Maribor, v popolnoma tujo deželo, da boš dirigent. A se v Mariboru to ni nikomur zdelo čudno? Sem. Mislim, performing monkey. S tem, da nisem takoj dirigiral, sem najprej igral klavir na vaje za zbor, sem delal nekaj, ki nikoli nisem delal v življenju. To je baletni klas, to je trening, ki moraš improvizirati za specifično exercises, mislim, za njih, za noge, za roke, za poze, za sit. Nisem imel pojma. Mislim, to je bil ekspres šolo. Ena druga zadeva, seveda, takrat smo še v slovenščini vse peli. In seveda slovenščine nisem imel pojma. Sem imel pojma o nekateri opere. Ko prvič sem sedel pri klavirju in sem korepetiral naš fantastični bas bariton v vlogi Scarpia iz Toska. Nisem razumel, da on je bil Italijan. Sergio Brunello, Italijan, gospod, krasno glas. Nisem razumel, zakaj je imel težave. Tem sem pogruntal, da slovenščini je ne modelo težave. Zakaj? Zato, ker tu pa tam je izvrstno pel. Vse v italijanščini, znal na pamet vse, mislim, in izrazil, pa fraziral, potem pa smo morali iti nazaj in v slovenščini. Torej, to je bil tak the blind leading the blind sistem. Ampak hitro smo začeli na to, kar mogoče sem čakal skoraj do Božič, tisto leto, 78, 79, 78. In sem začel malo migati in vprašati, če sem prišel. In spomladi 79 je takratni direktor, gospod Boris Švara, direktor opera, me je zaupal eno predstavo, je dal partitura, moderna zadeva. Nihče ne bi opazil, če je šlo kaj narobe. Ne, hecam. Ampak in potem sem začel bolj redno dirigirati. Do konca prvi sezon, to se pravi do mesec maja, konc maja, junija 79. Sem imel možnosti potem nadaljevati študije na akademiji v Londonu, postdiplomski dirigiranje, in sem imel štipendija iz Liverpoola za to. In tik pred, da sem šel nazaj v Anglijo, so rekli, če pridem nazaj, to se pravi začetek sezon 79. september meseca, bi mi dali pogodbo za stalni dirigent. To je se pravi 79. To se pravi leto 2019 sem imel polnih 40 let. Ne? In nisem sploh zgubil spanje, sem bil za to. Absolutno. To je, ker sem spoznal toliko ljudi, sem spoznal toliko stvari. A te lahko vprašam, sem popolnoma neveden v teh stvarih, a je normalno, da pri 22 letih postaneš dirigent državne opere in baleta, saj mariborska je, ne? V bistvu imamo mislim, da ne. Ni danes, recimo, ni čudno, da bi nekdo dirigiral v teh letih. Konec koncev tale kolega iz Liverpoola, Simon Rattle, je začel zelo, zelo hitro. On je zmagal neke tekmovanje pri 18, preden je končal študij, in je tudi začel
zelo dosti delati okrog, ampak biti zaposlen, to je dokaj redko, ja. A je redko tudi, dokaj redko, da si potem v eni ustanovi 45 let, kot si sam? No, to je tak. Značilnosti direktorstva. Pametni ljudi bi šli kam drugam in bi mislili, da so zgradili. Jaz nisem v tem kategoriji in sem tako ljubil vse, kar sem delal. In sem nekako skupaj z nekateri sem tudi rastel, orkestraši, pevci, konec koncev sem spoznal moja žena v gledališču tudi, in smo nekako rasli skupaj. Tudi po karakterju jaz sem maratonec, ne šprinter. In ne bom hitro zlomil, če gre kaj proti. Dokaj hitro naučim stvari, glede življenjsko šola. Ne? In tudi časih isti napake naredim spet, ampak časih tudi nalašč. Ampak sem zmeraj nekako lahko prišel nazaj dostojno. Seveda, vsak korak, vsak dan, iz vsakega sem jaz naučil nekaj. In kot tisti spužo. In glavni adut vsega je delal in delam tisto, kaj ljubim. Jaz upam, da vse ti ljudi, ki poznam, zdravniki, avtobusni šoferji, upam, da imajo kanček tale zadovoljstvo. Včasih sem mislil, mogoče kaj je to egoizem, da jaz tako živim. Ne, to je ena zadeva, ki mislim, da sem morda lahko našel tisto, kaj tudi ponudim, recimo poslušalcu glasbe oziroma kaj takega. Značilnosti operni dirigent je biti neviden, biti samo katalist. Seveda, si kriv za vse, ampak ti si v luknjo, nisi v prvem planu. To je dobro. Zakaj? Zato, ker govorim zdaj muzikalno, takrat, ko prideš v prvem planu na koncertu, recimo, je toliko lažje, ker tale muzikalno pripravo opera in koordinacija orkestra, solisti, zbor, timing, lights, action in vsakič je drugačen. Vsakič je malo drugačen. To se pravi, moraš prilagoditi, ne samo voditi, prilagoditi. To vse pride prav v koncert. Zato, ko prideš tam pripravljen, prideš tam za koncept, veš, kak bi moral biti preden, da je zgodilo, ampak tudi takrat, ko je živo, se lahko oblikuješ. Ne? Kot tisti keramičar, ne? Mislim, to je tisto, kaj je super. Po 45 letih si nisi niti enkrat še rekel, dovolj imam. Je bilo vedno prisotna ta vznemirjenost, ko si stopil? To je zdaj zelo čudno, zato ker vsak normalen človek v mojih letih zdaj bi moral reči, dosti sem zaslužil penzijo, stop. Meni je to strah. Zakaj? Zato, ker sem jaz trenutno na vrhuncu mojega zmogljivosti. Obljubil sem sebi, da
če bom kdaj moral sedeti, dirigirati, basta. Hvala lepa. Ne, mislim na predstave. To pa ne. Pravzaprav moram reči, da dirigentstvo je izredno mislim, zdravo zadeva. Če ne pustiš, da ti srce, mislim, trpi. Je zdrava zadeva, mislim, za možgane, za telo in moraš biti zdrav, da to delaš. In jaz mislim, da bom delal koliko Bog da. Ne? Ko gledam dirigente, ne, tudi tebe sem že imel čast spremljati, če mi že da vseeno veliko delaš, ne, da je kar veliko fizičnega vložka v tistem trenutku, a veliko treniraš? Ne zdaj dirigent, ampak ali veliko fizično treniraš za to, da potem držiš to lahko paličico? Interesantno, če pride včasih period, ki ne delaš, ne dirigiraš. Pred tem, da se spet dirigiram, začnem malo fizično trenirati. Ja. Hoja, mislim, zelo težko je pravzaprav dirigirati, mislim, v tišini. Mislim, to je res skoraj Jack Nicholson na oni institucija za noči. Ne delam pred ogledalom. V sebi bom obnavljal. In časih roke je treba pripraviti. Fizično drža je treba, mislim, malo vaditi. Čim da človek ne drži prav, potem po telesu kriči. Ampak potem pozabiš vse, pa začneš delati in je super in uživaš in švicaš malo in greš domov in prosiš žena, da te masira malo. Ampak si pa enkrat omenil, da ko pa držiš te palčke v roki, se ti zdijo pa res težke. Ne fizično, tale moment, ko jaz nisem veliki mahar v tem smislu. Nekateri, mislim, bi bil kot Batman, nekateri, mislim, prav letijo, mislim. Jaz imam izredno ekonomski tehnika, jasno, ampak kaj dogaja v meni, je eno vulkan. Tudi če je glasba tiho, lepo, nežno, ampak tiste linije moraš obdržati, moraš kot Herkul. In tale intensiteta je tisto, kaj recimo naredi palce težko, ne v fizičnem smislu. Lahko primerjam, mislim, v mlajših letih sem lahko, takrat so predali 50 kg cement in ko sem ta prvi vikend sem vsaki žakelj 50 kg sem lahko dvignil. In nisem bil tak izčrpan kot časih po vaji. Predstav je malo drugačen. Predstava ni tak, kak naj rečem, ni tak kritično. Ko si v period ustvarjanja vaje, hočeš absolutno vse. Ko je predstava, ko poslušajo, ko uživajo, potem pa jaz tudi uživam. Jaz mislim, in nikoli nisem tako utrujen po predstavi, ko po vaji. Ne? A te vrže kaj iztira? Je kaj takega med predstavo, ko rečeš, čez to pa ne morem? Ko so mobiteli so začeli biti popularno, 3-krat v eni uverturi so zvonili v publiki in sem nehal dirigirati. In sem šel dol in sem prosil inspicient, da pove, oziroma dežurne, da pove, da naj ugasnejo. To je bil še kar dolgo nazaj.
Ljudje niso bili navajeni, da se ugasnejo. Iz tira, včasih moraš zelo tale tir držati. Včasih nekaj muzikalnega, kaj se dogaja. Mislim, včasih bo, recimo, solist bo pozabil svoj tekst, pa bo debelo gledal. In potem pa moraš zelo paziti, da ne začneš pet sam, kot dirigent. Ne? In sva mora iti naprej, verjetno solist mora se nekaj zmisliti, potem pa pridi nazaj not takrat, da spomni, kje je. Se zgodi, to je človeško. Redko. Smo imeli znameniti baritonist na začetku Emil Baronek, ki je tudi znal improvizirati tekst na laž v najhudi momenti, da bi hotel svoje kolege in kolegice malo spraviti v smeh na odru. On je bil sjajen pri te zadeve in to je stvar kolegijalnost, ne, da te spravi iz tira. Je spravil eno znameniti mezzosopranistka, da je sama sebi polulala od smeha na odru. To nikoli ne bom pozabil. Nisem dirigiral takrat, sem bil ob straneh. In nikoli nisem videl toliko solisti tako hitro zginiti, ko je zastor, ki je prišel dol. So vsi morali zbežati, ker takrat ta dirigent je prišel gor kot zmaj. In on je bil pripravljen, tepst se mi zdi. In to so anekdote, ne, mislim. Ena je, ta se mi zdi tudi taka zanimiva, da so ti enkrat v partituro nastavili nekaj drugega kot note. Ne? Ja, točno, to sem pozabil, točno. In to se mi zdi moj prvi primer. Balet Peter Klepec od Daneta Škerla. Ta tretji, četrti predstavo v enem periodu sem čutil, slutil nekateri normalne pozornosti od nekateri iz orkestra. Sem se, kaj hočejo? Sem samo kontroliral, da je vse ok. In obrnem list in tam je perfektno slika iz Playboya. Mislim, prekrasno. Jaz rad smem. Seveda, so mi dobili, ampak jaz, hvala Bogu, publika meni ne vidi. In sem lahko prišel k sebi in smo šli naprej in sem samo obrnil list in smo šli naprej in sem samo gledal, kdo je to? Vsi so bili tak, vsi so gledali dol, Ne, iz tira. Glede na to, da si iz Liverpoola, čeprav veliko večino življenja zdaj živiš v Sloveniji, ja. Kaj se pri vas doma posluša? A so to Beatli? A sploh lahko poslušaš kaj drugega kot Beatle, če si iz Liverpoola? Interesantno, kot otrok, ko so Beatlesi imeli svoje 10 let, ne morem verjeti, 10 let so imeli na vrh slava. Ja. In toliko glasba, in še danes poslušam. Takrat sem bil sin od staršev, ki smo bolj res klasična glasba poslušali. Jaz sem hodil na koncertu z njimi, navadil sem šele dosti kasneje. Recimo med študija prvič, kot študent sem začel zavedati. Seveda, mislim, zdaj, to je absolutno, kaj naj rečem, domotožje, sem bil 18 let, pravzaprav samo v Liverpoolu in to je to. In ta beseda dom, home. Jaz sem doma v Mariboru. Sicer ta občutek, spomin je tako močno povezan. In sem zelo vesel, da smo imeli Beatlesi. In kasneje,
Yes, Emerson, Lake and Palmer, vse te zadeve, ki tudi danes rad poslušam. Zdaj rad poslušam naravne zabavne glasbo, sem si navadil. In resno. Avsenika slaka? Pa, ja? Absolutno. Pa se počutim komfortno. Nekaj, ki je domači. Ne? Bog ne daj, da rečem goveja muska. Ne. To ni samo od nedeljski kosilo, ampak te asociacija človek se pridobi. Moram zelo paziti, kako poslušam glasbe, to moram tudi reči. Zakaj? Profesionalno deformacija morda. Če poslušam nekaj, ki ne poznam, mi je všeč. Zakaj? Zato, ker pustim, da gre skozi meni. Čez. In včasih slišim nekaj, pa bom rekel, se mi zdi, da to sem dirigiral. Čakaj, kaj je? Točno. In takrat je nevarno, ne smem voziti avto, pa poslušati glasbo. Res ne. Zato, ker nisem sposoben. Muzika ima ta kontrol. In jaz sem služabnik glasbe in bom poslušal, kako je. Ali bi jaz tak naredil, ali pa včasih se zgodi, da poslušam posnetek na radio in mislim, to je vredo. In takrat ne smem voziti avto, ne smem kuhati kosila, ne smem nič, zato ker bom poslušal glasbo. In sem izredno vesel, ko slišim dobro glasbo. In od glasbe, ki jo poznam, pa ne, in da je lepo igrano in kako. In to mi zelo veseli. Seveda, ni vse, kar je igrano, ni vse dobro. To se pravi, takrat mogoče bom ugasnil, da se ne trpim preveč. Kaj angleškega si obdržal in prinesel v Slovenijo? Imate popoldanski čaj? Ne redno, ampak časih. Bolj zdaj, recimo, če sta dva obveznostni dan, zjutraj, zvečer. Takrat verjetno bom čaj ob 5. Ker ravno to pride prav pred večerne obveznosti. Piškote speče žena? Tudi, ja, tudi. Zadnji čas pomarančni tvortok je izvrstno, samo se tudi kot sin Pekin slaščičar, ne, tudi še vedno uživam za te sladkorje, mogoče preveč včasih. Ampak tudi ni res, da vsak dan kavo pijem. Absolutno ne zvečer, ali pa tudi predstava. Včasih mi zaspi, včasih mi poživi. To se mi je zdelo tudi zelo zanimivo, ko sem gledal, tvoja povezava z Anglijo je tako močna in ta preplet kulture angleške, ki si jo ti sam prinesel in pa vpel v slovensko kulturo, to je prepoznala celo kraljica Elizabeta II. Ja. No, to je največja čast, ki jo na otoku lahko pravzaprav dobi Anglež, ne? Res je, mislim, lepo, zelo lepo. Sem tudi kot Anglež za morda najdaljši staz tu, ne vem, mislim, mogoče, ena med najdaljše v ta del sveta. Sem pomagal, oziroma ko Britaniji je prvič imel veleposlaništvo za Slovenijo, v Sloveniji, so mi prošli, da sem bil, kako bi se to reklo, neki koordinator med angleški bistvo rezidente na severno-zahodno. Ne? Kot veleposlanik skoraj da?
pomoč, da bi koordiniral informacijo in tako dalje. Takrat, seveda, takrat. Samo da nisi bil vohun, morda, ne? Kak? Kot vohun, ne? Ja, ne. Ja, seveda. James Bond, ja. Mlad fanta v Jugoslaviji, ne? Ker ko sem pogledal te slike, ja, se takšen je bil James Bond, ne, tistih. In seveda potem pa smo imeli izmenjave, včasih sem pomagal in koordiniral, če so angleški umetniki prišli sem, in sem organiziral tudi za Komorni orkester Maribor, ta prvi. V Angliji smo imeli turnej, pa smo šli in tako dalje. In bistvo tudi, zakaj mi je takratni veleposlanik predlagal, je to, da sem jaz njemu, David Lloyd je bil veleposlanik takrat in sem jaz njemu zmeraj povedal, ko sem imel matineji v Cankarjev dom za otroke. Je to fajn takrat, da imaš 850 otrokov, ne, in sem povezoval program tudi za moj povezovani tekst oziroma lektoriran, ampak na moj način in nikoli nisem moral držati tekst. Zmeraj sem malo improviziral. In to sem delal njih 15 let. In enkrat, mislim, kadarkoli sem to imel, mi je David Lloyd prišel pogledat, poslušati in smo tudi takrat večkrat igrali kakšen angleški komad, angleški-slovenski. In so se stali, mislim, pismo in ta pismo je šla takratni Downing Street in to je bil od leta 1998. Ja, 98 in sem šel k kraljici v Buckingham Palace. Bil sem zelo pravzaprav šokiran pa vesel, kako sem prišel na vrsti pred njo. Je pa ista moja babica. In smo že dobili komand, kako se naj govori. Ona je madam. Ne, ni treba, your majesty. Ne, mam. In jaz sem rekel, nan. Nan je moja nana. Ne? Nana je blizu nono, pravzaprav. In jaz sem rekel, nan. Ne vem, če je opazila, ne? Ampak potem in ne spomnim, kaj je rekla. Ampak vem, da je bila informirana in je nekaj pametnem pa vprašala o Sloveniji in moj delo in potem je bilo fertik. Mimo, kot iz san, ne? Potem sem naslednjič na Ljubljanski grad, sta prišla za Filip na obisk in smo imeli na kosilo. In težko je bilo, zato je bil okrogla miza, tako kot to. In jaz sem imel hrbet proti njej. To je zelo težko. Mislim, neki veliki atlet, ne vem, Martin Strel ali nekaj tak tu. In, mislim, interesantne ljudi, ampak jaz sem zmeraj hotel malo gledati. Ne? In zakaj? Zato, ker so mi rekli, da takrat, da ona konča eno plato, ne? Mi moramo tudi. in ljudi so tako italijeni. Lepo je bilo, lepo. No, tudi zdajšnjega kralja poznaš, ne? Koga? Zdajšnjega kralja, Charles. Ja, on točno poznam. Sem srečal, bil je na oficialno obisk enkrat. Po tistim, da sem bil pri kraljici. Sem hotel reči, dobro večer, hello sir, saw your mother last week.
je bil tu in smo tudi spet bili okrog mizo, tam hočem reči Brnik, ampak ni Brnik. Na Brdo, ne? Na Brdo, je. Tako. Na Brdo, ja. Interesantno, ti ljudje imajo izredno težke službe. Ne? Mislim, ker morajo pokazati, morajo biti informirani in morajo zmeraj biti, ko si non-stop na odru. Ne? Ko si non-stop na odru. Interesantno in spet, mislim, je vprašal, je vedel, da Slovenija ima dve operne hiše, toliko orkestra in koliko ljudi, prebivalci, in je občudoval to. In sem rekel, koliko se spomnim nekaj v tak smislu, smo zelo kultivirani, mi Slovenci. Takrat sem že imel dvojne državljanstvo. Ja. Sem te zdaj spraševal po teh angleških koreninah in doprinosu, te moram vprašati seveda tudi po drugem državljanstvu, zdaj si vendarle Slovenec, ne? Ja. Kaj se ti zdi najbolj fino v Mariboru pri Slovencih? Kaj je tisto, kar smo pa sami morda včasih ne vidimo, glede na to, ne, da ali se ne znamo pohvaliti, ali se pa, večinoma se ne znamo pohvaliti, ali pa ne vidimo dobrih stvari. Meni je všeč, zato ker recimo, če spomnim moj otroštvo pa mladost, ljudi v Liverpoolu so sposobni tudi z neznanc kaj lepega reči in kaj komentirati, in to lahko vrsti v malo konverzacijo. V Liverpoolu prideš v trgovino, nikoli ne bom pozabil, moja žena je bila presenečena in je gospa, ki je tam delala, je opazila, da žena je nekaj iskala in je kar prišla, "Hello, love, can I help you? What are you looking for?" In Ljubila je bila tako šokirana, potem pa je povedala, in sali ženska je rekla, odkot ste vi? V angliščini. Torej, Jugoslavija takrat. In je mislila malo, in tale gospa je rekla, vaš kralj je umrl, ne? Ravno 81, malo kasneje, kot je Tito umrl. Ampak vaš kralj je umrl, your king died, didn't he? In potem je začela, mislim, malo razložiti razlike med kralj pa predsednik. Mislim, to ni, ampak 5 minut so govorili. V Mariboru se da tudi govoriti z ljudmi in vzamejo čas. To mi je zelo všeč. Zelo všeč. To je zelo meni znan in domači. Tudi to je povezano z časom. Čas je dragocenost. Čas, ki deliš s kom, je tudi dragoceno. Vsi imamo obveznosti, ampak časih tale človeški stik v Mariboru meni konstantno preseneti, veseli. Rekel si, da ko si prišel, je bila to takšna siva barva, ljudje pa polni barv. No, to je fizično res, mislim, ni veliki reklamne panoji, zdaj pa je preveč. No, vse to sem želel vprašati. Zdaj, toliko let kasneje, od 78. do 2025, kaj se ti zdi, da se je v Mariboru najbolj spremenilo? Prometni režim. Ti proba priti okrog z avtom, jaz bom moral vaditi bicikl, da priješ kamkoli. Ali pa, iskala sva za ženo neki stanovanje bolj v mesto, ker imamo veliko hišo, veliko družino, kjer so vsi šli, vsak je na svojem, in sva mislim, mogoče in sva iskala. Verjetno ne bomo, ampak iskala. V sred mesta pridemo iz
lepo stanovanje, zelo novo, mislim, krasno. Pridemo ven na Slovenski ulici, brez promet, ni avto. In skoraj izgubimo življenje zaradi kako se reče? Skiro. Kako je hitro divjal. In mislim, jaz sem mislil, to je nevarno. To je nevarno, mislim, človek je lahko mislim, kako bi bilo to grozno, ne? V tisti, kaj pišejo potem. Robinsonovi, kakšen smrt za Robinsonovi, kaj smo ustvarili in nas je to končal z Giro. No, mislim, malo karikiram, to je tudi povezano z moj časljivih letih. Nogomet, Angleži brez nogometa ne morete, zdaj ga imate v Mariboru blizu, ves čas je v bistvu v vrhu. A je to tudi vplivalo na tvojo mladost, ker vendarle si prišel sem, pa si bil mlad, pa ti je bilo to všeč, ti je bilo to blizu, ta sicer malo bolj balkanski način nogometa, mogoče vsaj navijanja, ampak vendarle saj se takrat v tistih časih tudi angleški navijači niso mogli ravno pohvaliti. Takrat je bil kar nevarno včasih, mislim, v Liverpoolu, če si bil rdeče, za Liverpool, a plavi, Everton. In ti navijači so znali fest rivati. Takrat ni bilo pameten, jaz sem bil, mislim, mali in sem tudi vhodil na tekme časih, seveda, tem plavim, ne, Everton, zato, ker oči je bil. In to je zdaj dosti boljše tam respekt med druge. Jaz isto, tale fanaticizem, jaz ne razumem eno skupino ljudi, ki je potem za baklami pa dim naredi tak, da ne moreš videti, kje je žogo na te. Mislim, to meni ni jasno. Razumem pa tale strast. In tale strast, no, tu sediš, mislim, ali pa stojiš, mislim, v Ljudskem vrtu, v Mariboru, in se ti zdi tisti polni stadion 6-7 tisoč, fantastično, res. Goodison Park, ali pa Anfield, takrat so spravili not 45 tisoč in tudi, ampak ta zvok, ta atmosfera, tisti enost, pravzaprav in smo vsi čakali za tisti mali žogico, ki je šel notri v gol. Ne? No, primerjam lahko časih za tale entuzijazem, ki publika posluša glasbo. Ne zmeraj zaradi tisti visoki ton od tenorja ali pa soprano, ampak tale sodelovanje v poslušanju, to jaz občudujem tudi in v Mariboru. In to pa imamo. Tale publika, ne bom rekel, kot na tekmi, to ne smem reči, ampak je nekje v ljudi, ki pričakujejo in sodelujejo. In to je tako aplavz, to je tako, to je veliko zahvala. Ne? Eno nogometno še imam, ko je Slovenija igrala z Angleži. Ne? Kako je bilo to pri vas doma? Slovenija, Zdaj na Evropskem prvenstvu. Težko. Niti ne spomnim, kako je končalo. Ne rabim spomniti. Mislim, divided, totalno razdvojeno lojalnosti. Mislim, skoraj nepojemljiv. Saj zato je bil končni rezultat morda še celo najboljši. Si bil najmanj ranjen, nič, ne, na koncu je bilo. To pa je diplomatsko. Ni dobro za nogomet, ni dobro za gledalce, ampak a je bilo 0-0. Mislim, da je bilo izenačeno. No? Ja. Vem, ko Liverpool so prišli v Maribor, pa so neki 7 dali proti Mariboru, sem bil kar jezen. Sem rekel, daj na Maribor. Potem pa so Maribor dali, ko so šli v Liverpool, so dali gol. Sem bil zelo vesel, res. Ampak
Slovenija, Anglija, to je res malo čudno pojem. Ja. Zdaj se seveda vrneva v tvojo hišo, pa ne domov, morda tja še pokukava, ampak v mariborski opero in balet prostor se je veliko spremenilo od tvojega prvega prihoda in tvojega prvega trkanja na vrata pa do danes. Se mi zdi, da brez tebe skoraj da si nihče več ne predstavlja te stavbe. Del sem stavba, fizično zdaj moje ime je tudi Klesen, v Mamu. Kleseno, ja? Ja. Počutim zelo del zadeva, ampak tako kot, kaj naj rečem, v vsaki firmi, v vsaki biznis, v vsaki skupnost, če ni skupnost, ne more biti celota. Kjerkoli, to je isto. Bolnice, fabrika, nogometni klub, mislim, mariborski gledališča je eno unikatna skupnost, ne pozabite, da imamo balet in drama in vse tale infrastruktura, kostume, lasulje, čevlji, se vse dogaja tam. Proizvajamo. Ne za vsaka produkcija, ampak in biti del tale skupnost je enako zdaj, ko je bil takrat. In saj smo vsi čudni, mislim, vsak hoče, nekateri pridejo za svoj interes, nekateri pridejo za interes vse, koncu, brez tale čistilka, ki dela svoje delo, ne bo predstava, zato ko nekdo bo rekel, ne bom tu sedel, ali pa ne bom tu igral instrument, ali pa ne morem tale kostum obleči, zato ko smrdi. Ne? Torej, vsak element je važno. In za vse je kriv dirigent. Res je, mislim, če pridem jaz na vaje in nekaj ni prav, če je prah na pult, komu povejo? Meni povejo. Vse je v redu, bomo zrihtali. In nalašč grem in časih najdem kakšna čistilka in bom vzel krpo. Ne? In takrat čistilka bo prišla, bo rekla, ne, gospod Simon, ne, prosim lepo, bom jaz. Zakaj, ne, vse je v redu. Ne? In to sem delal enkrat. Ne vem, če je bil več umazan ali pred moje vaje. Tak je to. Ampak to je skupnost. Studi. Če vemo, da nekdo ima probleme ali pa nekdo ima slab dan, to je tudi skupnost. Jaz kot stalni dirigent to bolj čutim kot gostujoči dirigent. Takrat seveda ne veš, če nekdo je izgubil koga blizu ali pa je sveže ločen ali pa sveže poročen ali kaj takega. To ne igra vloga, ampak ko si del tega, se lahko, mislim, reagiraš malenkost drugačno. In koncu, tudi če si drugi violin, tretji flauto, triangel, mislim, si del tega in si toliko važno kot vsak drug. Ne? Mariborski teater zdaj ima en kontinuiteta. In ta kontinuiteta gre naprej. Sem zelo vesel. In problemi so isti, kot so bili takrat. Problemi, mislim, so isti. Financ, respekt, pozicija ali bomo še vedno za tale status javni službenici on so weiter. Ne? Ali je to zdravo, ali je boljše, da si lačen umetnik in moraš boriti za tega. Jaz sem bil mi smo vsi lačni umetniki, zato ko vsi hočemo dobro narediti nekaj.
In vam povem brez sramu in brez tlaka na jeziku. Bil sem v marsikateri znani svetovno teater. In v Mariboru nimamo kaj samovati. Nič. Včasih se najde kaki boljši pevec, boljše igrana pasaža. Včasih. Ampak v celoti produkt je izvrstno. Izvrstno. In to je samo zaradi tega, ker hočemo, da je tako. Ne? A te lahko ob koncu še malo v številkah, prosim, če jih seveda imaš. Imaš morda neko oceno, koliko predstavam si dirigiral, koliko vsega tega je tukaj noter zapisanega, na primer? Nikoli nisem štel. Vem, da so zdaj začeli šteti, zato ker smo ta produkcija, zadnja produkcija Hrestač, smo 100 predstave dali skozi, ampak to je samo eno od enih 5 različnih produkcij, ki sem sodeloval 45 let. Tudi nisem vse dirigiral od teh 100. Kot gost sem tudi ogromno delal stvari, ki nisem delal v Mariboru, ali pa stvari, ki sem delal v Mariboru z drugimi teatrami. Ne, nisem štel. Niti ne bi ugibal. Na začetku je bil redko, potem pa je bil bajno, potem sem šel, eno pol leta sem vzel in sem šel magistrirati. Vojna se je zgodilo, ampak kaj naj rečem? Nimam pojma. Morda tole, a obstaja pa kakšen večer, ki ga pa nikoli, sej vem, da jih ne pozabiš, a ne, sej praviš, se peleš v avto, zaslišiš pa rečeš, to sem dirigiral, ampak a obstaja kakšen večer, kakšna predstava, ko pa rečeš, to je bil pa crème de la crème? Obratno, ostaja tiste večeri včasih, ki misliš, joj, kaj če bi jaz to naredil mesto tega. Obstaja tudi, greš samo pa, misliš, no, danes smo tale aplauz smo zaslužili. Včasih greš domov in misliš, zakaj so bili tako tiho? Mislim, oziroma niso uživali mogoče. To so stvari, ki spomniš. Specifične predstave, ne smeš, ne, to je tisto, ne smeš, ker niti ne smeš imeti najljubši skladatelj in moraš ljubiti ta glasba vsakič. Tudi, če je 100-tič, 200-tič. In je novo in je zdaj. To je super, to pa je res dobro. Zdaj, ko sem te 1 uro že spremljal v tvojih odgovorih, pa ker te tudi malo že odprej poznam, bi morda pa vseeno zaključil pri tebi doma, pa ne v operni hiši, ampak pri tebi doma. Vso to ljubezen od glasbe prenašaš tudi na svojo ženo in tudi tam in otroke, je ta glasba tisto, kar v bistvu narekuje tvoje življenje. Žena je bila pevka, ena od mojih hčerka je tudi glasbenica, je učiteljica glasba v nemščini, v Nemčiji, v nemščini in angleščini. To se pravi, glasba je nas povezoval, niso vsi, imam 3 hčere, in imam občutek, da seveda to je tako kot tisti fuga med keramiko, ki nas morda veze, res, marsikaj tudi. Drugega, glavno je, da zelo podobno
zelo podobno okus in mišljenje imamo vsi, čirke so šli vsak po svoje, ampak bistvo tale, želimo isto in želimo biti ne samo med sabo, ampak želimo biti v kompletnim naši sferah in kontakt z ljudmi, želimo biti povezana. Nazaj na glasba, ni vsak, ki ima rad glasba. Lahko si povezan na druge načine, ampak je fajn, če vem, da če bom jaz videl nekaj, vem, če bo žena všeč ali ne bo všeč. In 9krat od 10 bo všeč, ker meni všeč. Almost like that. Almost. Maestro Simon Robinson, hvala lepa za vse. Jaz vem, da bi lahko še 1 uro govorila o skladateljih, o vsem tem, kar si naredil. Tam sem bolj bosno, priznam, ne. Ampak me je res zanimalo to, kar si. Ne. Hvala. In sem z veseljem spraševal in poslušal tvoje odgovore in verjamem, da bova še klepetala. Prav. Boš približal tisti številki, kot jo je imela kraljica Elizabeta v službi. Točno, ja. Hvala lepa. Se veselim obiska Mariborske opere in baleta, tvojih predstav in hvala za to, kar daješ družbi in Sloveniji. Hvala. Hvala vam. Čau. Tako, to je bil današnji SBC-ov intervju. Verjamem, da ste uživali in če želite vse to, kar ste zdaj slišali, pretvoriti še v to, kar maestro Simon Robinson počne, potem seveda obiščite Mariborsko opero in balet. Nasvidenje. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.